Živijo sem in pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem se odločila posneti Power of Makeup video. Kakor veste, oziroma če ste seznanjeni mečkam bolj s tem make-up svetom na YouTubu, veste, da je ta tag oziroma challenge oziroma gibanje ustvarila Nikki Tutorials, punca iz Nizozemske. In začela je v bistvu leta 2015, ko je na YouTube objavila video z naslovom Power of Makeup, ko je hodila pokazati v bistvu, kaj se da z make-upom vse narediti. In point celega tega challengea oziroma gibanja je, da si eno polovico obraza naličimo z make-upom, drugo pa pustimo prazno, zato da se vidi razlika, ki jo make-up naredi. Začela bom kar v bistvu z mojo tekočo podlago, tole je Estée Lauder Double Wear. Kakor sem že neštetokrat omenila, jaz na sebi uporabljam v bistvu več ali manj samo polno prekrivne pudre. Kakor vidite, imam probleme s kožo, tole so v bistvu ostanki oziroma, kako bi rekla, madeži od preteklih hormonskih aken, ki so se že pozdravile, ampak ker pač koža rab mečkan drt, da se obnovi in zacel, so pač taki rdeči madeži ostali na mojih licih. Zdaj, tale stran je mečkam boljša, tako da vam bom na tej strani prikazala mojo make-up rutino oziroma Power of Makeup, da vidite, kaj vse se lahko res z make-upom naredi. Če še niste naročeni na moj kanal na tej točki, dajte to narediti, zato ker imam ful veliko make-up tutorialov, kjer vam pokažem vse te trike in skrivnosti, kako dobro narediti make-up in zakriti določene stvari, poudariti vaše prednosti na obrazu. Tako da dajte v spodnji klikniti še subscribe oziroma naroči se. Torej, kakor sem rekla, uporabila bom tole mojo tekočo podlago, nanesla jo bom pa z Beauty Blenderjem, ker je pač to moja all-time favorite metoda nanašanja tekoče podlage. V bistvu vsi, ki me poznajo, tudi vejo, da zelo rada nosim močen make-up. To pa zaradi tega, ker ne vidim pointa v temu osebno pri sebi. Jaz ne rečem, da je s tem karkoli narobe. Da bi si delala nek miniaturen oziroma ful minimalističen make-up, predvsem kar se tiče, govorim jaz glede podlage, zaradi tega, ker na meni to enostavno ne naredi razlike. Tako da mene boste videli ponavadi ali z full face make-upom, to se pravi res tista glamurozna verzija, ali pa pač brez make-upa. Za korektor bom uporabila moj all-time favorite MAC Pro Longwear korektor, nanesla ga bom pod očmi, zato da osvetlim ta predel in optično v bistvu pridobim svetlobo na sredini obraza. Potem bom šla pa naprej na contouring, ko boste videli, s tem se pa v bistvu zatemni oziroma se naredijo fake sence, če hočete, na obrazu, da zgledajo ličence mečkan bolj, kako bi rekla, izoblikovane, da zgleda celotna struktura obraza mečkan bolj, kako bi temu rekli, poudarjena, če hočete, tako. Zdaj treba to vse skupaj fiksirati. Vzela bom moj puder v prahu od Kat Von D in pa Charlotte Tilbury puder v kamnu in celotno podlago ter korektor zafiksirala. Ok, in kakor vidite, trenutno ne zgleda, da bi imela neki zelo veliko izrazite ličence, tako da bom vse to poudarila v bistvu oziroma jih izoblikovala s contouringom. Vzela bom paletko od Makeup Revolution, tole sredinsko barvo in mečkan telih dveh ostalih dveh ta temnejših in izoblikovala svojo ličenco, da bo prišla na plano, ali kako ne temu rečemo. Ok, naprej bom vzela rdečilo za lička in sicer tegale oranžnega, tale konkretno je od znamke MAC Cosmetics. Vzela bom pa oranžno barvo zaradi tega, ker se mi zdi, da taki odtenki najbolj pašejo na mojo polt in enostavno se v njih najbolj počutim. Zdaj pride na vrsto samo še highlighter, kar se tiče podlage. Vzela bom dva, od teh dveh sem govorila v bistvu že v mojem prejšnjem videu. Prvi je MAC-ov Soft and Gentle, drugi je pa od Anastasia Beverly Hills Amazing highlighter. Zmešam jo na čopiču in jo nanesem v bistvu na vrh ličence, da še bolj izstopa. Zdaj so pa na vrsti obrvi. Jaz bom uporabila senčko Duo paletko od MAC-a, že ful poznana na mojem kanalu, ker jo vedno uporabljam.
Zdaj gremo pa naprej na oči in vzela bom mojo najljubšo paletko, tole od Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance paletka. Začela bom spet z rjavo-oranžkastim odtenkom, tale dva tukaj, kakor vidite, sta že zelo močno porabljena in ju nanesla v mojo očesno gubo. Zdaj, ker imam jaz povešeno veko, bom senčko nanašala oziroma ju vedno nanašam nad to mojo gubo, zato da ustvarim lažen prehod oziroma lažen ta pregib in s tem v bistvu optično povečam in odprem svoje oči. Za večji drama učinek bom vzela kombinacijo tele oranžkasto-rdeče in pa tele rjavkaste barve, ju bom zmešala na čopiču in ju nanesla v zunanji kotiček, da ga še majčkeno zatemnim, ker potem bo to kontraefekt temu, kar bom naredila na notranji strani in s tem bom v bistvu na koncu dodatno odprla oči, da izgledajo večje in pa seveda, da bo pogled bolj odprt. V notranji kotiček bom zdaj dodala zlato barvo do nekje sredine in v bistvu zabrisala prehod med to temno in pa zlato. In to bo v bistvu ta pika na i, ki dodatno odpre pogled. Potem bom vzela pa ene manjše čopiče in v bistvu enako, kar sem naredila vzgoraj, ponovila še v spodaj. Zdaj je pa na vrsti del, ki na meni osebno naredi največjo razliko, kar se tiče make-upa in to so seveda umetne trepalnice. Maskara čisto iskreno ne naredi neke razlike, ker imam sama pač kratke, ravne, nikakve trepalnice, jaz vedno rečem. Tako da v bistvu uporabljam edino, ker še vsaj nekaj naredi iz mojih trepalnic. To je Better Than Sex od Too Faced maskara. Uporabljam navadno, ne vodoodporno, ker ona je pain in the ass, da se jo dol sprav, ampak je pa vredna svojega denarja, če jo uporabljate za na morje ali pa kadar veste, da bojo kakšne solzice pritekle. Tako da vedno najprej nanesem maskaro, potem pa seveda moje zveste umetne trepalnice. Danes bom uporabila ene od Diamond Lashes. Če še ne poznate te znamke, pojdite na Instagram prečekirati, ker imajo res hude trepalnice. Jaz imam tudi z njimi, v bistvu smo naredili eno kolaboracijo oziroma sem sodelovala z njimi in naredila svoj model trepalnic, tako da pojdite prečekirati, mogoče vam bojo všeč. Definitivno so pa najbolj, kako bi rekla, najbolj mehke, lahke in udobne za nositi na slovenskem trgu in pa izgledajo res zelo glamurozno in dajo tisto res hudo piko na i. Zdaj so pa na vrsti samo še usta. Zdaj bom uporabila temno rjav lip liner od znamke MAC in pa od iste znamke še šminkico. V bistvu bom uporabila dve, da naredim tak majčkeno bolj ombre efekt. Zakaj pa najraje uporabljam te barve na svojih ustih, je pa zaradi tega, ker si grem rada čez zgornjo ustnico, majčkeno čez milimeter ali pa dva max in s tem izgledajo ustnice malo bolj polne. Lip liner je lahko vaš najboljši prijatelj, če hočete imeti majčkeno bolj polna usta, nočete iti pa na poseg, tako da dajmo tole zdaj gor. Evo in zdaj vidite, kaj v bistvu pri meni naredi make-up. Tole je ta moja glamurozna stran, če hočete, in pa moja no make-up oziroma brez make-upa stran na obrazu. Kakor sem že prej na začetku povedala, trepalnice pri meni naredijo res ogromno razliko. Druga, v bistvu taka večja sprememba, kadar ima make-up gor, je pa seveda moja podlaga. Kakor vidite, zdajle se tukaj nobenih tistih madežev od aken ne opaz in veliko ljudi je v bistvu presenečenih, ko me kdaj srečajo, če sem namazana ali pa če nisem namazana. Ful velikrat dobim od ljudi, če me srečajo, ko nimam nič na sebi, se pravi, ko sem brez make-upa.
ful velikrat dobim, da zgledam čist drugačno, kakor če imam make-up, presenečeni so ponavad, no, rečejo, da nisem ista oseba, kadar imam make-up gor. Dostkrat so presenečeni tudi nad tem, v kakšnem stanju je moja koža, ker lahko z make-upom večino oziroma ponavad vse prekrijam. Ampak jaz sem se enostavno naučila pač sprejeti takšno, kot sem. Koža moja taka, kot je. Jaz glede hormonskih aken ne morem kaj veliko narediti, drugače bi že, verjemite mi. In ja, v bistvu je najbolj pomembno to, da sami sebe sprejmete, kakršni pač ste in da ste zadovoljni brez kakršnih koli dodatkov, ker verjemite mi, noben dodatek ne bo na vas naredil take spremembe oziroma da se boste vi boljš počutili, če se že v osnovi ne počutite dobro. Tako da ja, evo, to je to za danes. Jaz upam, da vam je bil video všeč, definitivno en tak hiter, kratek in pa, jaz bi rekla tako, z dost globokim messageom oziroma z dost globokim sporočilom. Definitivno ne pozabite na to, da je make-up zabaven, da je to ena taka stvar, ki se jo zvečer spere dol iz obraza in zabavite se z njim, delite pač, kar vam je všeč, nosite to, kar vam je všeč in ne se ozirati na druge, da vam govorijo, kako se morate počutiti, kako se morate namazati, obleči, karkoli. Bodite to, kar ste. Hvala, da ste bili z mano in se gledamo naslednjič. Čau!